Ja, če dovolite, bi začel to predstavitev z enim filmskim utrinkom. Ne vem, če se kdo spominja francoskega filma, ki je pustil še kar globok umetniški vtis z naslovom Ridicule. V tem spisu, v tem filmu neki teolog dokazuje pred kraljem, zakaj lahko trdimo, da Bog je. In s tem navduši celotno prisotno občinstvo. Potem pa ob bučnem aplavzu pove, veste, retorika je marsičesa zmožna in enako prepričljivo lahko dokažem tudi, da Boga ni, s čimer si je prislužil giljotino. Vergeri nam v tem delu deluje nekako podobno. Deluje nam kot preobračalec besed. Spis oziroma naslov obljublja dopise papeškega tajnika in je v tem pogledu nekoliko zavajajoč, ker sta samo dva. V resnici je tretjega dodal šele nekaj let kasneje in tej časovnici bomo tudi mi sledili z izdajo prevoda. V teh dopisih se nam kaže kot točno to, spreobračalec besed, neke vrste konvertit, in v tem vidim tudi del odgovora na vprašanje, zakaj je pomemben za slovenski prostor. Vergeri, po rodu iz Justinopolisa, današnjega Kopra, je bil seveda Italijan, bil je del italijanske aristokracije, pomembne, ne bogate, ampak pomembne koprske družine Vergerijev oziroma Vergerijev, iz katere je kot njegov starejši sorodnik izviral tudi njegov soimenjak Pier Paolo Vergerio starejši, slavni koprski humanist, verjetno še veliko pomembnejši kot Vergeri mlajši. Ta dva spisa govorita o tridentinskem koncilu in naštevata razloge, zakaj do njega ne bi smelo priti in kakšne pogubne posledice bi lahko za seboj potegnil. Kar nam deluje nekoliko nenavadno, če vemo, da je do svojega izobčenja Vergeri bil pomemben cerkveni dostojanstvenik, da je svojo cerkveno kariero začel kot papeški tajnik, jo nadaljeval kot papeški nuncij, skratka kot vrhunski diplomat, ki je v resnici deloval v smeri pomiritvenega koncila, potem pa je nenadoma močno revidiral svoja stališča. Torej, ta Vergeri, njegova zgodba je zgodba, ki bi nas danes morala strahotno zanimati. Gre namreč za zgodbo ljudi, ki so se zaradi specifičnih okoliščin v svojem življenju znašli dobesedno s hrbtom ob zidu in niso več imeli nobene poti. Kam pa zdaj naprej? V tem smislu lahko, po mojem, razumemo njegovo konvertitstvo, se pravi njegov beg iz katolištva v protestantizem, ki je časovno sovpadel z njegovim begom za življenje iz Italije na sever, najprej v Švico in potem v Nemčijo, je zgodba nekoga, ki se v svojih univerzalističnih načelih nikakor ni mogel več najti v tistem svetu, v katerem je do trenutka izobčenja deloval. Zakaj je pomemben za slovenski prostor? Zaradi tega, ker je slovenski prostor na neki način določene segmente svoje zgodovine, ne bom rekel ravno odrival, ampak postavljal ob stran. Tukaj govorim seveda zlasti o dediščini antike in tudi dediščini potem seveda latinskega humanizma. Zakaj je tako, ne vem. To je spet odgovor, ki ga bo morda kdo drug lahko sestavil. Nekaj pa vem. Kljub temu, da je Vergeri po svojem izvoru Italijan in da je deloval v mestu, ki je v resnici italijansko, nima takšne zgodovine kot Trst. V mestu, v katerem prva slovenska knjiga izide izjemno pozno. Da se moramo zavedati, da je to eden od stebrov, na katerem ta naša hiša stoji, eden od temeljev, na katerem naša hiša stoji. In italijanski predznak tega, kar seveda slovenska obalna mesta imajo, nas pri tem seveda sploh ne bi smel niti malo motiti. Ta del kulturne in literarne dediščine enostavno moramo objeti in ga ne narediti našega, ampak si reči, da primembno prispeva k palimpsestu, kulturnemu palimpsestu, ki ga tukaj seveda živimo.